Mladi lastnik stanovanja v ljubljanski Šiški je bivanje v enosobnem stanovanju primerjal s počitniškim kampiranjem, pri katerem je vse, kar potrebuje, dosegljivo v nekaj korakih. Svoje predstave o udobnem domovanju na 30 kvadratnih metrih je lažje uresničil, saj je poklicni arhitekt. Pomagal si je številnimi domiselnimi rešitvami. Jaz posebej rad obiščem majhna stanovanja, res majhna, zato ker vem, da je treba dobro premisliti, kako jih preurediti ali sploh urediti. In danes smo obiskali eno stanovanje, ki je prav mojstrsko narejeno. Andrej, vi ste kriv za to. Kakšna je zgodovina tega stanovanja? Zgodba stanovanja je zanimiva. Prihajam z Obale, z okolice Kopra. Smo povezani z Ljubljano, tako študijsko kot profesionalno. Prihajam iz take, dajmo reči, pridne družine, nenehno so projekti na obzorju in tokrat je bil projekt prenove naše prvotne hiše, iz katere smo naredili 3 stanovanja in enosobno stanovanje smo oddali v prodajo. In se je kar hitro pojavil gospod iz Ljubljane, ki je bil pripravljen svoje stanovanje zamenjati za to naše. Zakaj vam je bilo tako všeč, ko pravite, da je ljubezen na prvi pogled? Prva stvar, ko smo vstopili v prostor, se nam je odprl ta pogled, ta lepa breza in smo rekli, to je to. Kupljeno. Tako. Stanovanje je v bloku, ki so ga zgradili sredi 60. let prejšnjega stoletja in vse odtlej se v stanovanju ni spremenilo tako rekoč ničesar. Oprema iz tistih časov seveda ne ustreza zahtevam sodobnega bivanja, ko stremimo k prostornosti in funkcionalnosti. Ko so stanovanje ob začetku prenove očistili vsega odvečnega, so ugotovili, da se morajo sprijazniti z osrednjo nosilno steno. Stanovanje je po sredini omejeno z nosilno steno, Tole, ne? ki jo vidite za vašim hrbtom. Torej, to nam je nekako determiniralo orientacijo oziroma funkcionalno zasnovo stanovanja, da smo ločili dnevni del in pa zasebni del. Veliko je takih majhnih kotičkov v stanovanju, ki smo jih s pohištvom po meri zapolnili in jim dali funkcionalno noto. Torej, ta naša stena nam je ustvarila en tak kotiček, v katerega smo skrili ozko omaro z čevlji. Kuhinjsko nišo smo postavili na isto mesto, kot je bila, saj so bili vsi priključki že tam. Stanovanje smo očistili vseh nepotrebnih sten, tako da se nam je odprl tale dnevni prostor v en prostor. Kuhinjsko nišo smo postavili v vogal in jo z parapetom ločili od vhoda, tako da se ne vidijo kuhinjske nevšečnosti. V nišo smo pospravili hladilnik in pomivalni stroj. Postavili smo ogledala, ki navidezno prikazujejo, da je še en prostor za nami. Na ta način povečamo svetlobo v prostoru. Pogled na to brezo smo uokvirili v to sedalno nišo, v katero smo tudi pospravili 3 take velike predale. K domačnosti stanovanja prispevajo tudi stenske obloge. S kakšnim namenom so jih uporabili? Obloga ima kar nekaj funkcij v tem primeru, saj je zvočna izolacija pod oblogo, tako da ublaži medsosedsko motenje. Kaj je tisto, kar je določilo izbor barv v stanovanju? Torej, pri snovanju stanovanja pridemo do faze izbora materialov barv. Določili smo naš, dajmo reči, glavni element, ki je tak parket, malo rustičen, da doda toplino stanovanju. In smo potem glede na barvne odtenke parketa določili barvno shemo celotnega stanovanja in smo se osredotočili na take bež tone, umirjene, svetle barve. Parket smo na novo postavili. Vsaka soba je imela različno višino, tako da smo mogli celotno stanovanje dati v eno ravnino. Položili smo ga v prečni smeri, zato da optično poveča, razširi prostor. Kopalnica kljub majhnosti pritegne z enovitim videzom. Za kopalnico smo izbrali en material in to je mikrotopping.
ki je simulacija betona, ker keramika ustvari fuge, nekako zmanjša prostor na ta način. Torej, ena poteza, večja poteza. Poleg mikrocementa so posegli še po enem preprostem materialu. Uporabili smo cementne plošče za narediti mejo med tuš kabino in pa ostalim delom kopalnice. Spalnica je zaradi svoje nekoliko večje prostornine omogočila rešitev še ene težave – pomanjkanja prostora za shranjevanje. Glede na to, da je spalnica kar velika za to majhno stanovanje, smo ji dali še funkcijo shrambe in delovne površine. Oblikovali smo tako prehodno omaro, ki deli vhodni prostor in spalnico, v kateri so tudi skrita vrata, da se lahko pač ustvari neko intimo v prostoru. Delovna površina sega od omare do stene, praktično po celotni širini prostora, prav tako daje občutek, da je prostor bolj odprt, večji, bolj zračen. Zanimalo nas je tudi, kolikšna sredstva so vložili v tako temeljito prenovo stanovanja. Bom povedal eno tako splošno oceno oziroma primerjavo, da ne govorimo o številkah, o vrednosti povprečnega avtomobila, srednjega cenovnega razreda. Novega, tako. Dobro. Nov avto, novo stanovanje. Tako je.